Za začetek bi rekla, da mislim, da ta moja knjiga, ki je od vseh danes predstavljenih oziroma teh, ki bodo predstavljene, trajala najdlje. Namreč pot njenega nastanka se je začela z mojim vstopom v akademski svet. Se pravi, to že okrog 20 leti se približujemo 20 letim. Vmes se je seveda zgodilo življenje, se je zgodila borba za kruhek. Tudi moj doktorat ni bil taki napisan v formatu, ki bi bil objavljiv, tako da je nekako me rešila korona in sem potem lahko v tem času na novo premislila, stilistično dodelala besedilo, dodala tudi nekaj epistemoloških premislekov, ki so se enostavno zgodili v vmesnem času. In potem je nekako tudi urednik Jernej Mlekuž dal zeleno luč, da se knjiga lahko spravi v objavo. Vmes lahko samo še rečem, da sem verjetno, da sem prejela kar nekaj dvignjenih obrvi od urednika založbe, ker sem večkrat prijavila knjigo na seznam za dela, ki se bojo objavila, pa mi nekako ni uspelo. Sem mogoče malo počasnejša, ampak zdaj sem pa tudi vesela, da je to breme z mano padlo. Vzpostavlja se pa tudi neka praznina, ker sem ves čas nekako bila deležna sobivanja s to snovjo. In ko sem se lotila te tematike, ki jo je seveda nek začetni zagon dala moja družinska zgodba, imam namreč sorodnike v Kanadi, kot verjetno še marsikdo izmed vas, sem ugotovila, da v Sloveniji zelo težko pridem do virov, ki bi mi, teh klasičnih zgodovinskih virov, ki bi mi lahko nudili vpogled v preseljevanje ljudi v Kanado, v življenje tam. Arhivsko gradivo, ki je dostopno, tu je precej, bom rekla, fragmentarno, razpršeno in predvsem naslavlja društveno življenje. To je seveda absolutno pomembno, ampak vsem tem sem si začela ozirati po vseh možnih virih, ki so dišali po Kanadi, tako da en velik del mojih virov za razumevanje te tematike so predstavljala literarna dela, ker namreč med kanadskimi Slovenci je kar nekaj zelo dobrih literarnih ustvarjalcev, denimo Ted Kramolc, Cvetka Kocijančič, Ivan Dolenc in še mnogi drugi, ki so mi nudili vpogled v to, kaj sploh pomeni biti migrant, kaj pomeni biti migrant v Kanadi. Nenazadnje so njihove življenjske zgodbe tudi zelo bolje kot marsikatero zgodovinsko delo, iz katerega sem izhajala, osvetlile njihovo migracijsko izkušnjo v neki daljši časovni dobi, tudi z vzvodi, zakaj so se sploh odločili iti v Kanado. Ni mi preostalo drugega, tudi sama sem morala oditi v Kanado, šla sem v zimi 2008 prvič za 2 meseca, ker sem želela izkusiti to pregovorno kanadsko zimo in moram reči, da je bila res zanimiva izkušnja. Vsekakor pa mi je kanadsko okolje, zlasti kanadsko univerzitetno okolje, omogočilo vpogled v vstop v kanadske knjižnice, kjer sem se imela možnost sprehoditi med policami polnih raznih tematik, zadevajočih kanadsko priseljensko zgodovino, tudi vpogled v druge etnične skupnosti, ker Kanada je pač ena od tradicionalnih priseljenskih držav in je priseljevanje močno določilo tudi njen družbeni naboj, njeno politiko. In seveda v Kanadi sem opravila tudi nekaj intervjujev s kanadskimi Slovenci, ki so mi dali zopet še en zorni kot v to tematiko. Zdaj mogoče na kratko, meni so rekli, da imam časa 3 minute, tako da mogoče bi se kar držala tega. Bi omenila samo še, mogoče predstavlja malo naslov, zakaj sem si izbrala Kanadske sanje. Zdelo se mi je, seveda kanadske sanje so parafraza ameriških sanj, ki jih zelo dobro poznate. Ameriške sanje imajo še enega predhodnika v kalifornijskih sanjah, se pravi iz časa Zlate mrzlice. Ampak kanadske sanje sem prepoznala že v tej prvi moji družinski zgodbi kot motiv
zakaj so ljudje se sploh tja odpravili. Gre za en svet predstav, ki so jih ljudje enostavno vnesli v svoje odločitve, in te predstave so imele zelo pomembno vlogo pri tem, da so sploh šli tja. Marsikaj se seveda ni uresničilo, kar so pričakovali in kakršne predstave so imeli, ampak en velik del kanadskih Slovencev, zlasti teh, ki so šli v Kanado po vojni, to je drugi najmočnejši val, je imel možnost v bistvu pridobiti kar precejšno, bom rekla, materialno obilje, oziroma biti deležen materialnega obilja, ker tudi Kanada je takrat kot država rasla gospodarsko in demografsko, in v vseh teh ozirih so kanadski Slovenci bili del te rasti.